Prehajamo na 11. točko. Predlog odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2017 v prvi obravnavi. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 17/1 dodatno gradivo poročilo odbora za proračun in gospodarjenje z občinskim premoženjem, odbora za podjetništvo in turizem ter odbora za kmetijstvo in gozdarstvo ste člani sveta prejeli na seji. Predlagatelj župan, poročevalci Marija Kos, Maja Sušnik, Aleš Korjanc, magister Matjaž Srša, Tina Trček, dr. Marija Tadeja Ježek, Boris Ravbar in Lidija Božič. Besedo ima Marija Kos. Hvala za besedo. Pred nami je v obravnavo in sprejem predlagan predlog proračuna občine Kamnik za leto 2017. Predlog proračuna je pripravljen na podlagi navodil Ministrstva za finance, zakonskih podlagah, že znanih dejavnikov za poslovanje občin v letu 2017 in na osnovi realizacije pričakovanih aktivnosti pri delovanju občine Kamnik v letu 2017. Predvidenih je 37.330.668 prihodkov. V teh prihodkih je upoštevan tudi kredit 7,5 milijona. Na strani odhodkov pa je predvideno prav toliko odhodkov, vključene pa so investicije v zagotavljanje izgradnje infrastrukture za nemoteno izvajanje osnovnošolske dejavnosti. Na strani prejemkov sem vam podala dva grafa, in sicer enkrat prihodke razdeljene brez kredita, drugič pa s kreditom. Ali še greš eno stran naprej, prosim. Tako da lahko vidite samo strukturo, v sami strukturi prihodkov, kaj pomeni tudi kredit. Davčni prihodki so planirani v višini 17.974.869 evrov in predstavljajo 85,35% davčnih prihodkov iz naslova dohodnine. Povprečnina je za leto 2017 v višini 530 evrov določena, razliko pa predstavljajo še prihodki na davke iz premoženja v višini 2.280.000 oziroma 12,69%, domači davki na blago in storitve v višini 373.000 evrov. Nedavčni prihodki so planirani v višini 2.020.435.000 evrov, od tega 1.459.000 oziroma 72,2% prihodkov nedavčnih prihodkov je iz naslova udeležbe na dobičku in drugih dohodkov od premoženja, kar predstavljajo najemnine in koncesije, 20.000 evrov oziroma 1% nedavčnih prihodkov iz naslova taks in pristojbin, 90.000 evrov oziroma 4,5% nedavčnih prihodkov iz naslova glob in drugih kazni, 78.900 evrov oziroma 3,2% iz naslova prihodkov od prodaje blaga in storitev in 372.316 evrov oziroma 18,4% iz naslova drugih nedavčnih prihodkov. Predvideni so kapitalski prihodki v višini 50.590 evrov, to gre za prihodke od prodaje zgradb, prostorov, opreme, kmetijskih in stavbnih zemljišč, prejete donacije v višini 3.300 evrov, transfernih prihodki so predvideni v višini 10.040.844 evrov, od tega 2.754.000 oziroma 27,43% predstavljajo transferni prihodki iz drugih javnih finančnih institucij in 7.286.000 oziroma 72% pa transferni prihodki iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna, iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada. Prejeta sredstva iz Evropske unije v višini 20.000 evrov, to so sredstva, ki so direktno prejeta iz Evropske unije, to za projekte LAS, Interreg in projekt Dinalp Natura. V letu 2017 se načrtuje tudi črpanje dolgoročnega kredita. Na strani odhodkov so prikazani odhodki glede na ekonomsko klasifikacijo. Programsko klasifikacijo imate podrobno obrazloženo v samem gradivu in glede na proračunske uporabnike.
Na strani 168 imate v gradivu po programski klasifikaciji, to nisem posebej predstavljala, glede na ekonomsko klasifikacijo pa delimo odhodke na tekoče odhodke, tekoče transfere in investicijske odhodke in investicijske transfere. V sami strukturi predstavljajo tekoči odhodki v višini 14 milijonov 084 tisoč evrov, od teh predstavlja 1 milijon 634 oziroma 11% odhodki za plače, 264 tisoč evrov oziroma 1,8% za prispevke delodajalcev za socialno varnost, 4 milijone 263 tisoč oziroma 30% od tekočih odhodkov za izdatke za blago in storitev, 30 tisoč za plačilo domačih obresti in 7 milijonov 892 tisoč za rezerve. Od tega, v tem znesku je upoštevan 7,5 milijonov kredita za sredstva za posebne namene, to je za sklad izgradnje osnovne šole. Tekoči transferi so predvideni v višini 11 milijonov 016 tisoč 149 evrov, v tem znesku je zajeto 179 tisoč oziroma 1,64 tekočih transferov za subvencije, 6 milijonov oziroma 56,93% za transfere posameznikom in gospodinjstvom, 1 milijon 025 tisoč 835 evrov oziroma 9,31% za nepridobitne organizacije in ustanove in 3 milijone za tekoče transfere za druge domače transfere. Investicijski odhodki so predvideni v višini 10 milijonov 230 tisoč za gradnjo osnovnih sredstev in investicijski transferi pa v višini 1 milijon 324 tisoč, od tega smo jih v predlogu proračuna namenili 623 tisoč oziroma 47% za investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, in 701 tisoč oziroma 52,9% za investicijske transfere proračunskim uporabnikom. Glede na področje porabe proračunskih sredstev na proračunske uporabnike pa je namenjenih za proračunske uporabnike župana 151 tisoč evrov, občinski svet 231 tisoč, nadzorni odbor 12 tisoč, urad župana 2 milijona 733 tisoč, oddelek za premoženjsko pravne in splošne zadeve 675 tisoč, oddelek za gospodarske dejavnosti 13 milijonov, oddelek za družbene dejavnosti 18 milijonov, oddelek za urejanje prostora 598 tisoč in oddelek za razvoj in investicije 368 tisoč evrov. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine. Besedo ima magister Matej Tonin. Če malo obujam stare spomine, so bile te proračunske seje v preteklosti vedno zelo burne, ker je še na županovem mestu sedel nekdanji župan Smolnikar. Se bilo tukaj enih 10 komadov, ki smo se, kar se tiče proračunske seje, vedno zelo našpičali, pripravili in tudi imeli kar težke besedne spopade z takratnim županom Smolnikarjem. Ampak kljub vsemu, da smo takrat veliko zahtevali, si tudi veliko želeli, nikoli si pa seveda nismo predstavljali, da bo pa občina Kamnik imela toliko velik proračun, kot ga ima tudi v letu 2017. Kakorkoli stvari obračaš, so bile to vendarle tihe, skrite želje, nikoli pa morda sam pri sebi ni nihče verjel, da bo kaj takšnega mogoče. Jaz ne vem, če se bo še kdaj, upam, da se bo še kdaj ponovil, da bo imela občina Kamnik 37 milijonov evrov velik proračun, kar je za tako občino, kot je naša, resnično izjemno. Seveda gre tukaj velik del na račun tega, da se kohezijski projekti zaključujejo, da bojo prišla v leto 2017 tudi bistvena poplačila in da je na nek način zastavljena tudi zgodba z osnovno šolo Frana Albrehta. To sta tiste dve ključni zadevi, ki odmevata tako ali drugače iz tega proračuna.
Kot sem dejal, ne, si resnično želim, da bi tudi v prihodnosti bil še kakšen tako velik proračun, kot pa se vse zdi, pa trenutna vladna koalicija nič ne kaže takšnih znakov, da bi zadeve v tej smeri peljala. Tukaj moram pač par stvari še z državnega nivoja povedati, ker se na nek način zdi, vsaj kar se tiče določanja same povprečnine, da trenutna vladna koalicija to, kar takratnemu oziroma nekdanjemu ministru Virantu ni uspelo z zakonom, to je z ukinitvijo 110 občin v Sloveniji. Zdajšnja garnitura to poskuša narediti z zmanjšanjem finančnih sredstev. Ko hodiš po terenu in ko govoriš z župani, te številni opozarjajo, da enostavno sploh ni več nobenega več smisla, da majhne občine obstajajo, ker nimajo nekih obratnih sredstev, s katerim bi se še lahko posluževale kakršnekoli investicije. Če je bilo še v 90-ih moderno, da so nastajale nove občine in s tem tudi posamezni deli Slovenije so prišli na takšen način do večje količine denarja, so zdaj trendi precej obratni in tudi župani po Sloveniji precej pesimistični. Vse naloge, ki so z različnimi zakoni naložene občinam, zagotovo tem nalogom ne sledijo tudi denarna sredstva. Po izračunih najrazličnejših občinskih združenj bi bila potrebna povprečnina preko 600 evrov. Zdaj v letu 2017 bo ta povprečnina 530 evrov, kar je daleč od tega. Jaz sem v parlamentu poskušal z amandmajem, ki bi to povprečnino dvignilo na 543 evrov, seveda žal ne uspešno. Je pa pomemben tukaj tudi en dodaten podatek, in sicer, da je Ustavno sodišče 10. novembra 2016 odločilo, da je pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo zagotovitev povprečnine, neskladen z Ustavo. Torej bo potrebno ta pravilnik, s katerim se določa povprečnina tudi v prihodnjih 6 mesecih, spremeniti. Seveda bomo veseli vsakršne spremembe, ki bo šla v smer, da bi morda še kakšen evro več dobili, ker to je na nek način pač tisto ključna stvar, s katerim se lahko financirajo morebitni dodatni projekti. Izpostavil bi še eno oziroma dve zadevi, ki se zdaj kažeta kot pozitivna, in bi seveda spet izpostavil oba dva župana, sedanjega in nekdanjega. Nekdanjemu je vse to potrebno priznati, da občino ni zadolžil do daske, če se izrazim zelo po domače, ampak da nismo imeli velikih dolgov, ker če pogledate po Sloveniji, so številne občine v težavah, ker so se župani zagnali v številne investicije, se za te potrebe tudi zadolževali, danes pa praktično občine niti za delovanje občinske uprave, zlasti tam v severovzhodni Sloveniji, nimajo več. In tukaj je potrebno tudi sedanjemu županu Šarcu priznati preudarnost, da so bile te zadolžitve zelo pametne in smiselne. In tudi mislim, da ta zadolžitev, ki jo boste morda danes nekateri problematizirali, je po moji oceni smiselna, ker gre vendarle za dolgoročen projekt, ki bo v Kamniku ostal, oziroma za katerokoli varianto se bomo odločili, ker seveda v igri jih je več, bo to vendarle stvar, ki bo ostala v prihodnjih 10, 20, 30 letih, in je zagotovo tudi ta zadolžitev, vsaj po naši oceni, smiselna. In še ena zadeva se zdaj kaže kot pozitivna, čeprav je bilo veliko nezadovoljstva in slabe volje, tista sprememba oziroma friziranje evidence v zvezi NUSZ-jem oziroma popravljanja teh zadev. Zdaj v tistem mandatu je župan krvavi pot potil, ne? Ampak zdaj se v vseh teh letih to na nek način obrestuje s tem, da so vsaj za 800 000 evrov ali pa tam nekje okrog pol milijona evrov večji proračunski prihodki, ker seveda za vse nas pa za celotno občino pomeni
da to imamo dodaten denar za investicije. Zdaj ob tem pomankanju oziroma ob tem zmanjševanju sredstev, ki smo jih deležni strani države, je seveda vsak takšen dodaten prihodek oziroma rekel bom bolj pravična porazdelitev bremen NUSZ-ja seveda dobrodošla. Kar se tiče same konkretne sestave proračuna, jaz sem se ga zdaj kot v stališču svetniške skupine lotil generalno, jaz ne bom šel po postavkah, verjemite pa mi, da pač se je v maksimalni meri poskušalo upoštevati želje vseh, bom rekel, tudi nekoalicijskih, če se smem tako reči, tudi nekoalicijske želje in se mi zdi, da tudi po tej plati je proračun dobro sestavljen, se poskuša peljati neke zgodbe na najrazličnejših področjih, ki so se izkazale kot dobre in jih velja podpirati tudi v prihodnje. Najbrž vas ne bom presenetil, če bom rekel, da bo svetniška skupina Nove Slovenije ta proračun za leto 2017 tudi podprla. Hvala. Besedo ima Brane Golubović. Hvala lepa. Proračun je izvedbeni del strategije občine. Neke celostne strategije občine. Občina Kamnik ima neki strategiji za posamezna področja, nima pa še izdelane celostne strategije svojega razvoja in jaz verjamem, da bomo v doglednem času prišli tudi do te strategije. Proračun, kot je bilo že rečeno, je po vsej verjetnosti največji ali pa eden največjih 37,4 milijone evrov, realen je 21 milijonov. Treba je vedeti, da, tako kot je bilo že povedano, 7,5 milijona je kredita in dobro izbranega kredita za osnovno šolo Frana Albrehta. Cirka 8 milijonov pa pol je kohezijskih sredstev od Evrope in pa države in pa 750 oziroma 700 tisoč evrov dobimo v naslednjem letu od Ministrstva za šolstvo še za Toma Brejca. Se pravi, ne želim zniževati uspehov koalicije, da so sestavili največji proračun v zgodovini občine, odkar imamo evro. Želim samo povedati, da razpolagamo s cirka 20-21 milijoni evri, znotraj teh milijonov moramo odšteti še predšolsko vzgojo, pa še kaj, da lahko načrtujemo oziroma izražamo naše želje. Če rečemo samo, da je proračun javnosti, da je proračun 37 milijonov evrov in potem mi težko obrazložimo, zakaj 20 tisoč evrov ne moramo dati na proračunski postavki, naprimer galerija in rokodelstvo, ki je nova, da jo z 20 tisoč na 40 tisoč dvignemo, ne zelo težko to obrazložimo, če je proračun 37 milijonov evrov. Teh 20 tisoč evrov bomo že najdali. Mi smo veseli, da je oziroma zadovoljni, da nas je župan svojo upravo poklical na usklajevanje. Zato danes niti ne vidimo, da bi karkoli ropotal, pa tudi tako ali tako nismo tak tip liste, ki bi ropotal zato, da bi pridobival določene politične točke. Uskladili smo se ne v vsem in tudi to sejo jemljemo kot sejo, kjer bomo predstavili neke naše poglede, naše predloge, kaj bi se dalo temu proračunu še spremeniti. Kaj so tveganja tega proračuna? Tveganje je vsekakor to, da še vedno potekajo, nažalost, zaradi različnih razlogov, lahko tudi nesposobnosti te vlade, da ne zna pogledati celote, pogajanja z javnim sektorjem. To je veliko tveganje. Če javnim sektorjem uspe, oziroma Štruklemu sindikatu in pa ostalim, doseči to, kar želijo, bomo mogli tudi mi proračun popravljati, ker to neposredno vpliva na predšolsko vzgojo, plače, neposredno vpliva na plače v knjižnici. V knjižnici mimogrede bomo zaposlili 4 nove osebe. Hvala Bogu, težko se opredeljujem do tega, ker je obrazložitev na to temo izredno slaba, ampak to je že druga stvar. In to je eno izmed tveganj in tle se z Matejem strinjam, povprečnina je mizerna.
Zdaj, a je razlog takega, Matej navaja, težko rečem, ampak ja, mizerna je. In lahko rečem samo to, da je se pravi to popoln podcenjujoč odnos države do lokalnih skupnosti. Drugo tveganje je osnovna šola Frana Albrehta. Pa ne mislim v negativnem, ampak dejstvo je, da če gremo po projektu novogradnje, je sama šola 10 milijonov evrov. Potem se govori še o telovadnici, ki prinese nove zahteve. In potem še v ureditvi zunanjih površin. Se pravi, v naslednjih 5, 6, 7 letih, ker če bomo začeli investicijo in verjamem, da jo bomo, jo moramo tudi dokončati, je to lahko tudi 18 milijonov evrov. Zato v naši svetniški skupini pričakujemo, da se bo še v prvi polovici naslednjega leta predstavil nek investicijski program ali pa saj neke idejne rešitve te investicije. Vsekakor je pa podpiramo in se strinjamo s tem, da se vzame kredit. In tretja, malo manjša, ampak vse neko tako manjše tveganje je meščanska korporacija. Sicer smo danes slišali, da stvari še niso dorečene, ampak vseeno vlagamo sredstva v območje ali pa v stavbe, za katere ne vemo, kdo jih bo na koncu dobil. Zdaj, neka rak rana proračuna, še ko sem bil jaz podžupan pa občinski svetnik, ni se spremenilo, še vedno smo v nekih istih okvirih, kako se proračun sestavi, zelo težko se pogleda izven tega, so obrazložitve. Na področju cest so obrazložitve temeljite in jo zelo hitro razumeš, kaj se gre. Na enem drugem področju so te obrazložitve šibke. Jaz sem že pri proračunih 2015-2016 povedal, da bi pričakoval tam, kjer se recimo za 333% dviguje proračunska postavka, da se obrazloži, zakaj je bilo na primer prej 3000 evrov premalo, pa je treba zdaj dati 10 000 evrov za neko dejavnost na področju kulture. Hvala Bogu, podpiramo, da ne imajo, ampak da se obrazloži, lažje se odločimo. Potem, ko neka postavka se ukine, se pravi, da je nula, mislim, da so to dnevi dejavnosti za osnovnošolce, ki smo jo takrat uvedli za tiste, ki si ne morejo plačati kakšnih kulturnih dogodkov itd. Ko se ta proračunska postavka ukine, oziroma je nič, bi človek vseeno pričakoval, da je neka obrazložitev ali pa da je vsaj napisano, ta sredstva se bodo razdelila znotraj tega in tega javnega razpisa. Potem to je okoli tega. Zdaj pa na sama posamezna področja. Mi smo jih v svetniški skupini temeljito pregledali, kolegice in kolegi bodo se še na to temo posameznih postavk javili. Nas veseli, da je pri cestnem področju, se pravi prvič je cestno področje, se pravi celotno področje bistveno se dvignila sredstva. Po vsej verjetnosti je to ok. Predvsem nas veseli to, da v obrazložitvi lahko vidimo, ali cesta sodi v dolgoročni načrt razvoja in vzdrževanja občinskih cest, na katerem mestu je. Kar nekaj takih cest je pa tudi kar nekaj takih cest, ki ne sodijo na to razpredelnico. Naj vas spomnim, da mi smo ta dolgoročni načrt sprejeli in v Listi Dušana Papeža smo pričakovali, da bo velika večina cest v tem 1,6 milijona evrov ali nekaj tasga je 1,5 milijona evrov za področje obnove in pa gradnje novih cest. Ampak pravim, gre za pozitiven premik, ker področje cest oziroma cestno področje ni v dobrem stanju. Drugo je kultura, indeks je 126, to nas veseli. Veliko je, se pravi, novih programov, med njimi je sofinanciranje najema na področju kulture. Tukaj razumemo, da gre za sofinanciranje nekih neprogramskih stroškov znotraj kulturnih dvoran po občini, se pravi ne samo Doma kulture Kamnik, ampak tudi drugih kulturnih dvoran. Tukaj gre za spodbujanje galerijskega del pa rokodelstva, 20 000 evrov, tukaj sem že omenil, da
bi želeli, da se ta postavka dvigne. In pa področje sofinanciranja programov in pa projektov kulturnih društev se dviguje iz 90 000 na 100, tudi tukaj bi pričakovali kakšnih 10 000 evrov več. Področje športa je usklajeno športno zvezo in je športna zveza dosegla tisto, kar si je zastavila. Nas pa še vedno žalosti, ne, da tukaj pa je koalicija, nimate enakih meril za vse. Če se na eni strani nameni 1500 evrov sredstev za, se pravi, Mladinski svet Kamnika, kjer za njihovo dejavnost, se pravi, da lahko funkcionirajo, ki združuje mladinska društva, bi se na drugi strani v proračunu lahko že namenilo tudi sredstva za športno zvezo, za njeno delovanje. Ta sredstva zdaj v celoti pokrivamo iz članarine in pa iz starih, na nek način privarčevanih sredstev. Gre pa za cirka 2000 evrov. In pa na koncu mestno jedro. Lahko rečem, da se stvari premikajo in verjamem, da bo se ta zagon obdržal. Bi pa vas bi rad predstavil, da je v proračunu za mestno jedro namenjeno. Hvala. Svetnice, svetniki. Besedo ima Nina Irt. Hvala za besedo. Jaz bi se močkar navezala seveda na predhodnika, ker se veliko stvari strinjava. Predvsem bi pa rada, kar se tiče proračuna, pohvala občinsko upravo, ki so se res potrudili, uravnotežili proračun, zgodbe, ki stojijo za tem, tako da vse pohvale in hvala za tako delo. Rada bi se navezala na kolega Braneta, ker je govoril, da nimamo krovnega strateškega dokumenta za izkoriščanje razvojnih potencialov in sistematičen pristop k potrebnim in upravičenim investicijam, ampak v dolgoročnih ciljih občine Kamnik imamo pač področne strategije in programe, naprimer strategija razvoja turizma, ki smo ga danes dobili potrdili, strategija razvoja kmetijstva, strategija razvoja na področju mladih in druge, kar definira želeno smer razvoja na posameznih področjih in kar je pomembno, smo regionalno usklajeni predvsem za osrednjo Slovenijo. Potem proračun kaže tudi, da letni cilji občine Kamnik v 2017-2018 predvsem so fokusirani, kar je edino pravilno, na nemoteno financiranje javne porabe, temu se ne moramo izogniti, skladen regionalni razvoj in pa dokončanje začetih investicij, kot smo že rekli, predvsem kohezijskih projektov. Zdaj pohvala, ker sem jaz recimo izluščila ven, je predvsem na področju izobraževanja, kjer je potrebno zagotoviti in se zagotavlja z določenimi ukrepi kvalitetne pogoje za delo izobraževalnih ustanov, pa nadaljevanje izgradnje varnih šolskih poti, to ne smemo pozabiti, je nujno in seveda, hvala Bogu, potrebno. V gospodarstvu smo že rekli, oziroma sem že omenila, poudarek pa je treba še na tem mestu v proračunu omeniti, poudarek na turizmu kot vodilni gospodarski panogi v Kamniku, kjer se tudi namenjajo sredstva in pa, kot sem rekla, nadaljevanje in zaključek kohezijskih projektov. Zdaj, rada bi še samo, kar se tiče ko smo na odboru za družbene dejavnosti se zelo informirali in posvečali, me veseli, da je socialni čut v Kamniku mogoče malo višji kot na slovenskem povprečju. Malo me je zaskrbel podatek, da smo imeli v Kamniku prej 2 brezdomca, zdaj jih imamo 18, če sem prav razumela. 8, se pravi, vseeno velika razlika, ampak je za njih poskrbljeno. Prav tako razdelilnica toplih obrokov funkcionira, ljudje se obračajo tja, kar je absolutno pohvalno. Zdaj, kar se tiče, sem tudi zasledila, sicer ne vem, kaj to vse zajema, v poslovnem fondu vzdrževanje teh 70 000 evrov za policijsko postajo, kavarno Veroniko in infotočko Motnik. Mogoče, če mi sam tukaj malo lahko kdo odgovori, kaj se je tukaj bo obnovilo oziroma kaj pomeni vzdrževanje, ker se mi zdi super, ker policijska postaja rab malo kozmetike, če drugega ne. Strategijo turizma smo že pohvalili. Kar se pa tiče kolega Braneta,
pa meščanske korporacije. a Ne? Se pravi, nekateri posamezniki, pa tudi mediji, so občino Kamnik hkrati grajali, pa hkrati pohvalili, ko smo se s sanacijami obzidja Malega gradu lotili, kar je 150 tisoč evrov namenjeno. In zdaj, če bi spet čakali, kaj bo se zgodilo z meščansko korporacijo, ne bi ta isti posamezniki ali pa mediji nas grajali, zakaj smo toliko časa čakali, lahko se nam pa zgodi, da bo to res v črnem scenariju meščanska korporacija dobila v roke, pa nam bojo pa to isto očitali, zakaj ste pa vložili 150 tisoč evrov. Ne. Tako da tlele res je težko biti zelo pameten, ampak mislim, da je to edina pravilna odločitev. Bi še poplavno varnost omenila iz proračuna, poplavno varnost Kamniške Bistrice. Super je, da se pravi sanacija Osnjarskega mostu pa Titanovega jezu je že konec, kar je pohvalno. Zdaj v planu je Titanov jez pa Kolandija in pa še kasneje Kolandija Nožice oziroma Šmarca. Ne. Tako da zdaj ne vem, a sem jaz to prav razumela v proračunu, da bi MOP, Ministrstvo za okolje in prostor, sofinanciral nekje v višini, če bo, pa kdaj bo 855 tisoč evrov. Hvala. Hvala. Besedo ima Edis Rujovič. Hvala lepa za besedo. Proračun za leto 2017 je bogat. 37 milijonov. Po podatkih, jaz prej nisem sedel, to je moj prvi mandat v okviru občinskega svetnika, tako da sem pa tudi spremljal, kakšni so bili proračuni prejšnja leta in gre za izjemno bogat proračun. Seveda ga je treba gledati kot celoto, no na drugi strani pa ravno na sejah, kjer se obravnava proračun, mi v imenu torej meščank in meščanov podamo neke predloge, za katere smatramo, da so smotrni in da bo širša korist od njih samih. Kar zadeva povprečnine, se tu popolnoma strinjam z mojima predhodnikoma, je izredno nizka in včasih dobim občutek, da ima država enostavno odnos do občin na trenutke tak, kot da te občine niso znotraj te ene države. Češ po sistemu znajdite se, pa vendarle razumem, da ni ravno enostavno biti na drugi strani aktiven, investicijski, razvojen, kriti vse stroške, pokrivati vsa področja, zato popolnoma razumem izdelavo in pa težo samega proračuna. Veseli me, da so nekatere postavke močno povečane kot leta poprej. Eno od teh je recimo urejanje varnih poti, kot je kolega Brane prej omenil, na področju cest je kar nekaj tega. Ena od teh je tudi postavka, katero je Nina malce prej omenjala oziroma omenila, sanacija Malega gradu. Tu se strinjam, Nina, s teboj, da je včasih težko biti pameten. Kaj ubrati, kaj sanirati, vendar na drugi strani pa ne morem reči, da se v celoti ne strinjam z Branetom, seveda vsekakor, kajti kadar gre za neko urgentno sanacijo, tam je seveda potrebno ukrepati. Žal se moram pač spomniti neljubega dogodka, sicer ne vem, koliko je zaradi tega botroval, to nisem strokovnjak, da bi jaz prognoziral, zakaj je bilo to. Morda je to tudi eden od razlogov, smo imeli v času Kamfesta ta tragičen dogodek. In tu se strinjam in tu sem zelo vesel, da občina namenja v proračunu tolikšna sredstva. Na področju promocije turizma, tudi tu dajemo jasen znak, da enostavno mislimo resno. Morda je za koga znesek premajhen, tudi meni se je mogoče v prvi fazi zdel, joj, premalo je, pa vendarle razumem, da je ogromno nekih drugih postavk. Potem
Izredno sem vesel, da je na področju športa, programov v okviru tega, da se sredstva povečujejo za 30.000 evrov, torej z 202 na 232. Kar pa pogrešam tu, je pa nekaj, kar konkretno, bom rekel, zadeva mojo pobudo, ki je bila podana 20.11.2015, in sicer ureditev parkirišča na Tuniški cesti. Takrat sem podal pobudo za ureditev enega zadnjih neurejenih parkirišč. Ne nazadnje gre za parkirišče, ki leži v centru mesta. In sem dobil bom probal biti čim bolj natančen, kakšen odgovor sem takrat dobil, da se sicer občinska uprava strinja s tem, vendar da v letu 2016 ni namenjenih sredstev. Še enkrat dopušča možnost, da je morda to skrito ali pa sem jaz sam spregledal v kaki drugi postavki, kajti za relativno majhen znesek lahko rešimo problematiko, katero omenjam. Še enkrat, zavedam se, da je treba proračun gledati kot celoto. Nekaj postavk sem naštel, niso samo te, jih je še kar nekaj, ki se večajo. Pa ne omenim še šolo, zdi se mi pravilno. O fazah, o gradnji pač v tem trenutku ne želim govoriti, ampak o koraku samem, o koheziji, še enkrat se mi zdi prava stvar. Kohezija se je tudi nenazadnje že izkazala za pravo. Tako da jaz upam, da bomo probali nekako čim bolj priti skupaj, po domače rečeno, kajti ne gre samo za naše želje, gre za predloge. In še enkrat ponavljam, tu v imenu meščank in meščanov pač probamo priti do skupne rešitve. Hvala lepa. Hvala. Besedo ima Matija Siter Močnik. Hvala za besedo. Tudi mene zelo veseli, da se strategija turizma odraža tudi v proračunu, zato se mi zdi zelo pohvalno, da povišujemo to postavko. Bi pa prosil za dodatna pojasnila pri sledečih postavkah, ker tako kot je že Brane omenil, so bila nekatera pojasnila izredno skopa. Sicer postavka 6604 parki in nasadi povečujemo za 80%. Me zanima, ali so predvideni kakšni novi parki, mogoče kakšno novo rastlinje, ki je dražje od dosedanjega. Tukaj bi prosil, če se lahko malo bolj konkretno pove. Potem sofinanciranje kulturnih programov, postavka 8241, se rahlo povišuje, to se mi zdi tudi v redu, bolj me pa moti dozdajšnja realizacija, zgolj 30% do 31. oktobra. Ali mogoče so bili kakšni razpisi izdani zdaj v zadnjih 2 mesecih in se bo z teh 70% še počrpalo. Potem postavka 8260 sofinanciranje folklornih dejavnosti povišujemo za čez 300%, kar ni nič spornega, manjka pa zgolj obrazložitev čemu, ali imamo toliko novih članov, mogoče kakšno novo folklorno društvo, samo če lahko na hitro omenite, zakaj takšno drastično povišanje. Potem postavka 8306 Maistrova soba, predvidenih je 100.000 evrov, ker piše, da gre za ureditev tovrstne sobe. Me pa zanima, če je v to ceno všteto tudi cena morebitnega odkupa, ker piše, da je občina v fazi odkupa, ali gre zgolj za samo ureditev. Potem pa še seveda kredit. Mogoče bi malo pričakoval, da bi imeli vsaj neko časovnico ali pa okvirni plan glede poteka tega in pa kaj konkretno bomo delali. Bomo prenavljali, bomo delali novo gradnjo in tako naprej, ker tako kot je bilo tudi že omenjeno, zna se zgoditi teh 7 milijonov, lahko da ne bo dovolj niti za polovico projekta. Po drugi strani pa vzemamo kredit, da ga bomo dali v sklad, za ta kredit bomo plačevali obresti, denar nam bo pa v bistvu ležal
na računu. Mogoče tudi bi še imel vprašanje, do kakšnega zneska se občina lahko zadolži. Če mogoče pride do kakšnih zapletov pri koheziji, pa bo treba še ta sredstva pokrivati, da ne bomo potem v finančni stiski. Toliko zaenkrat. Hvala. Hvala. Besedo ima Žaklina Zdravkovič. Dober večer, hvala za besedo. Jaz bi tudi pohvalila tale proračun, ampak bi se strinjala z Branetom, ne, če govorimo o 37 milijonov ljudem, ne, občanom, potem vsak reče, ne, pri 37 milijonih 2 milijona, ne morete najti 2 milijona za pokrit bazen, ne, spet moj pokrit bazen, verjamem, da ste ga že vsi naveličani, ampak ga bom še enkrat omenila. In sicer pri postavki 8117. Bazenski je bila obrazložitev, da bo potrebno zaradi dotrajanosti bazenske školjke tudi pristopiti k obnovi le-te. Zdaj, tule bi v bistvu samo predlagala, če slučajno pač še niste vkalkulirali, mogoče ste že sami razmišljali o tem, da ko se bo ta menjava upravljala te školjke, ne, da bi predvideli tule še povečanje bazena za ta sporna centimeter pa pol ali 2 centimetra, kar je vzrok, da se ne more določenih državnih tekmovanj organizirati, da bi ob menjavi te školjke, ne, predvideli še to povečanje oziroma pač namenili mogoče dodatna sredstva, zdaj tule to verjetno ne bo toliko velik strošek, predvidevam. Bi pa hkrati še predlagala, ne, ko se bo ravno že pač to vse menjavalo in delalo na tem bazenu zunanjem, če je možno, da obstaja vedno pač ena od rešitev je bila vedno za pokriti bazen, pač ta obstoječi bazen, da se zraven naredi še predpriprava, če to seveda ne bo zelo močno obremenilo, mislim finančno občino, ne. Da se zraven še predvidi pač predpriprava za pokriti bazen, v primeru, da bi bil seveda na obstoječem bazenu. Toliko od proračuna, hvala. To ni v proračunu, to je v bazenu. Besedo ima Matej Slapar. Hvala za besedo. Zdaj, vsak proračun je umetnost možnega in dejansko je tako, da bi si marsikdo zaželel še več. Tudi na nas, na vse nasvetnike so najbrž se obrnili razni, ki bi si želeli še to cesto, pa uno, pa tretjo. In vse se pač ne da, je pa dejansko ta proračun dober in največji in jaz bi mogoče izpostavil sam par zadev, ki se bodo končno oziroma realizirale, ki bodo končno narejene, in to je definitivno Maistrova soba. V Maistrovi sobi se bo še tiste spoden del odkupil in bo tam noter možnost postaviti pač neko manjšo dvorano in bo dejansko cel spodnja etaža služila namenom pač muzeja. Potem pohvalno je, da se bo vsako leto 17 in 18 150 tisoč evrov namenilo za obnovo pobočja Malega gradu, da se bo začeli razmišljati tudi oziroma nadaljevali z stražnim stolpom. V proračunu noter je kar nekaj cest, med drugim je cesta skozi vas Podgorje oziroma tudi tisti del, ki je še nerealiziran, dvakrat po 300 tisoč evrov, obnovila se bo Murnova in še nekaj drugih. Potem je pozitivna stvar, da bomo zgradili sekundarce, se pravi sekundarne kohezijske, kanalizacijske vode. Poleg tega se, tako kot je bilo že omenjeno, za šport namenja 30 tisoč evrov več in pa še nekje drugje na drugi postavki 20 tisoč, tudi za kulturo se sredstva zvišujejo in jaz se mogoče ne bi strinjal z Branetom, ki pravi, da kultura ni dobro zastopana, oziroma jaz mislim, da je tudi kulturna društva in vsa kultura, ki se v Kamniku dogaja, je
kar na dobrem nivoju in za ta sredstva, ki smo jih sedaj dajali, smo dobili kar dobro stvar. Za primerjavo, recimo občina Domžale daje za tisti dom Franca Bernika 600 000 evrov, pa mislim, da nimajo toliko za ponuditi, kot imamo mi. Potem je nadaljevala se bo izgradnja kolesarske in peš poti. Jaz si želim, da bi se počasi začela tudi Tuhinjska dolina ob Neveljci, ko bomo ta del v Kamniški Bistrici zaključili. Naredil se bo razvojni načrt Velike planine, en velik potencial je pa tudi v evropskih projektih, kjer je namenjenih nekaj sredstev in upamo, da se bodo tudi ta oplemenitila skozi uspešne prijave na evropskih razpisih. Lahko bi pač še govoril, ampak naj bo zaenkrat zadosti. Jaz mislim, da je osnutek proračuna dober in zato ga bom z veseljem podprl. Hvala. Hvala. Besedo ima Jože Korošec. Hvala za besedo. Zdaj prej je Brane omenil, da je pač župan povabil na usklajevanje oziroma Matej isto rekel nekako, da so tudi bili opozicijski svetniki deležni. Jaz žal te sreče nisem imel, no, tako da mogoče več sreče prihodnjič, ampak ne glede na to. Prosim? Ne, ni bilo nič nobenega vabila. Tako da jaz bom samo okvirno malo okrog tega proračuna. Zdaj slišal se seveda same pohvale, težko reči pokaj slabega, ne, bo že kjer mislil, da nisem čist pri zdrav pamet, ampak ne glede na to, no, mislim, da od 29, se pravi 28 svetnikov, 32 jih je pohval, pol ne moš seveda kritizirati. Ja, proračun je tak, kot je, v tem letu, se pravi 2017, je sorazmerno velik, zaradi, ko ste že ostalo omenili, zaradi sredstev, ki so še namenjene oziroma ki bodo prišla še za kohezijo. 7,5 milijonov planiran kredit. Jaz upam, da se zaradi tega kredita to ne bo poznal preveč na ostalih področjih, kar pomeni, da če damo teh 7,5 vzemoma, ne bi bilo črpanje že v letu 2017, to mi ni čisto razumljiv, ne vem, sej še ni nobenih projektov, mislim, da so zadeve pripravljene, ali bi se samo črpali, pa potem dal sklad, ali koliko je že rekel Matija, ali bo to kakšen let potem se zavlekal s tem kreditom, to pač jaz tega ne poznam. Upam, da bo, če bo se občinska uprava oziroma koalicija se odločila, da se ta kredit vzame, upam, da bo porabljen smotrno in pa da se bo čim več iz tega naredili in da se ne bo na ostalih področjih v občini poznal prevelik izpad teh sredstev, ki bodo seveda prišla in dobrodošla na področju šolstva, na ostalih področjih pa seveda potem tega ne bo. Res je, da bo mogla občina zgraditi še sekundarne vode, za kar se bo verjetno kakšen 1,5 milijona še porabil, glede na to, da bo izpolnila kazalnike za priključitev na kanalizacijo, na to, se pravi napravo v Domžalah oziroma na razpis, ki je bil, in upam, da bo tudi to zgrajeno. Jaz verjamem, glede na to, da je do zdaj potekalo dosti nemoteno, glede na obseg del in pa na zahtevnost del, večina po cestah, na potrpežljivost občanov in pa seveda tudi na potrpežljivost lastnikov oziroma tisti, ki so brezplačno dali ta zemljišča. Če se dotaknem mogoče malo gospodarske dejavnosti, se pravi kmetijstvo ostaja na isti ravni, tako kot je bil že v prejšnjem letu. Tle mogoče se samo povečuje zadeva, ki zapuščene živali iz 16 000 na 30, žal je to velik problem, ki ga pa seveda bo zelo težko rešiti. Občina je dolžna to zagotavljati, vendar mislim, da bo tle treba še tudi kakšno drugo zadevo sprijeti oziroma ne vem, drug način tega reševanja, no, ker to se res enormno viša in pa to bo težava v prihodnjih letih, ker ta denar je, bom rekel čistko, no, to je denar, ki ga dajemo, se pravi, tem zavetiščem, ki so pač dolžni poskrbeti oziroma je občina dolžna poskrbeti. Povečuje se tudi velika postavka za obnova spomenikov, jaz zdaj ne vem, je to posledica teh zadnjih prispevkov ali to načrtno.
Prometna strategija, tudi mislim, da je letos je bila 70 tisoč, za naprej 77, ne vem, točena je to res za take cene teh strategij. In pa seveda še nekatere ostale postavke, katere pa tudi ne bom omenil. Velik problem vidim še, kot sem že tudi danes to vprašanje dal na seji, jaz se zavedam tega problema, vendar vzdrževanje teh lokalnih cest bo v prihodnosti velik problem. No. Te ceste so zdaj po večinoma zgrajene tam nekje 25-30 let, kjer so bile poasfaltirane, niso toliko slabe, kakor je rečen, glede na to, da bolj pa me skrbi ta, se pravi, vzdrževanje, način oziroma sistem. No. To sem že, tle bo treba priti verjetno do sistema, ki bo na lokalnem nivoju seveda, ali ne vem, bodočnosti, krajevne skupnosti, ali ne vem, to zadeve na ta način seveda ne morejo iti v nedogled, no, ker dela se škoda, koliko sem že rekel, in pa dodatna škoda, toliko isto kot domine, ko začnejo padati, ne. Toliko, da upam, no, da se bo na področju obnove cest, jaz ne bom šel delati po postavkah, vsaka posebej, kam bi še rad do cesto, ampak da bomo poskušali to reševati, da bo občina poskušala reševati najbolj problematične odseke. Vsak župan vem, da je bil, se pravi, je imel težnje po obnovi, naredil se je ogromen cest v 80-ih letih, največ od 80 do 90-ih, tam ki so zdaj seveda stare, kot sem že omenil, 30 let, ne, in te ceste bo seveda treba načrtno obnavljati naprej. Na kakšen način, na kakšen sistem je seveda je to težko doreči, vendar dejstvo je, da bo čez 100 let bomo vse ostalo bomo imeli nove šole, bomo imeli vrtce, bomo imeli ostale, se pravi, so infrastrukturo turistično, ampak tudi ceste so ogledalo mesta oziroma občine in na tem področju bo treba v prihodnosti dati več poudarka, no, ampak glede na investicijo, ki se nam seveda spet bliža, bo to verjetno težko. Toliko za enkrat, hvala lepa. Hvala, besedo ima Anton Iskra. Pozdravljeni. Tega proračuna se bom dotaknil samo glede sociale. Obenem moram pa pohvaliti občinsko upravo z županom Marjanom Šarcem, ki je ustanovil te projekte in sledeče. Dnevni center Štacion, odprt je bil v marcu 2012, strokovno vodi center za socialno delo, dnevno ga obiskuje cirka 25 uporabnikov. Obiskovanje centra je brezplačno, občina letno nameni cirka 45 tisoč evrov. To je za dve zaposleni osebi in tekoče stroške in program. Potem razdelilnica toplih obrokov. Odprta je bila pomladi 2015 s pomočjo Društva upokojencev Kamnik. Dnevno jo obiskuje 28 uporabnikov, obroki so brezplačni, občina letno namenja 20 tisoč evrov. To je za pripravo obrokov, pomoč pri razdeljevanju obrokov, čistila in podobno. Tukaj bi jaz samo omenil, če je možno, da bi se ti obroke razdelili malo po celi občini, ker naprimer eden z Mutnika ali pa iz Črne pa to naprej ne more v center Kamnika hoditi in ne vem, verjetno bi bilo treba se zmeniti pri kakšni gostilni v bližini ali pa kaj podobno. Potem naslednji center je center za invalide, odprt septembra 2016, strokovno ga vodi Društvo staršev otrok s posebnimi potrebami. Dnevno ga obiskuje do 5 oseb, obiskovanje centra je brezplačno, letno je za center namenjeno 52 tisoč evrov. To so za 2 zaposleni osebi, tekoče stroške in program. Potem naslednja postavka se malo poveča tudi za pomoč na domu. Tudi ta postavka se v prihodnjem letu 2017 povečuje, sredstva so namenjena eni novi zaposleni negovalki. Mesečno pomoč na domu koristi cirka 58 občank in občanov in s to novo zaposlitvijo negovalke ne bo več čakalnih dob. To se pravi, da je občina Kamnik prehitela
zdravstveno ministrstvo. V letu 2017 je namenjenih 158 tisoč evrov. Oddelek za družbene dejavnosti čutno vodi gospa Katja Vegel. Imam pa še neke zadeve, ker niso v proračunu. To je potrebno, je namestiti dvigalo v občinski stavbi, zadevo umestiti v proračun in zakaj ni volje v tej smeri. Izgovor, da stavba ni lastniška, je zame neprimeren. Potem pa še postavka za staro mestno jedro subvencionirane in Ljubljana ima 3 kategorije glede na stavbe, ki imajo zgodovinski pomen. Škofja Loka pa občanom v starem mestnem jedru pa omogoči novo streho. Hvala. Ta proračun bom podprl, ker je dober. Hvala. Če želi kakšno Marija Kos podati kakšno obrazložitev vmes, jo lahko, da ne bo kakšnih potem podvojenih recimo razprav. Ne, imate možnost zdajle kar na te zadeve, ali pa Aleš, kdorkoli, pa mogoče bo potem razprava pod še kdo jasnejša, da ne bomo podvajali kakšnih vprašanj. Zato je po novem poslovniku to predvideno. Ja, verjetno bo pol še kdo, ampak že zdaj bi se vsem zahvalil za vaše pripombe in upozoril na to, da gre za prvo obravnavo in na tele sklepe, ki so tudi gori, jih vidite. Mi bomo seveda vse vaše pripombe na te odgovorili, jih upoštevali ali pa odgovorili, zakaj določenih pripomb do drugega branja nismo upoštevali. Tako da na sami seji verjetno je nepotrebno, da bi zdaj na vsako posamezno vprašanje odgovarjali. Hvala lepa. Hvala. Še kdo? Besedo ima Karla Urh. Hvala lepa za besedo. No, jaz podpiram tale proračun, vendar se moram oglasiti, ker prihajam iz doline Kamniške Bistrice in kot sem nekako prebirala ta proračun, sem zasledila kolesarske poti južno in še mogoče v povezavi s kakšnim drugim mestom. Nisem zasledila pa povezave v dolino Kamniške Bistrice trenutno, kar se mi pa zdi aktualno, kajti razvoj turizma v, bom rekla, smeri Kamniške Bistrice in povezave Velike planine naj bi predstavljal, mislim, da težjo vrednost kot sicer samo v južnem delu. Kajti ljudje dobro veste, da masovno kolesarijo proti Kamniški Bistrici, vendar jaz osebno v bistvu se čudim, da se upajo po tej zelo prometni, težkih tovornjakov cesti. Zato apeliram mogoče na zdajle kakšne popravke, da se najdejo kakšna sredstva za kolesarsko pot, ki je lahko makadamska in ne stane toliko denarja. Potem se moram oglasiti, da mogoče res poskušate prisluhniti tudi tem, mogoče mojim kolegom že pred mano, da bi se resnično tudi ceste v mogoče odmaknjenejših delih popravile, prej zagledale mogoče kakšno rešitev, kot nam nekako do zdaj še ni uspelo priti do kakšnih takih temeljitih rešitev. Tako da v bistvu poskušamo tudi razvoj na podeželju, ker ljudje prihajajo nekateri oddaleč in imajo neugodne pogoje in nimajo enakih možnosti in pravic, kot jih imamo nekateri, ki smo bližje centru. Zato mogoče malo večji apel za večja sredstva tudi na tem področju, da se asfaltirajo ceste od oddaljenejših krajev, da omogočimo ljudem, ki prihajajo v službo, v šole, varnejšo pot za lepše in pa bolj kvalitetno življenje. Hvala. Hvala. Besedo ima Brane Golubović. Hvala lepa. Prej nisem uspel dokončati mestno jedro.
Govorili ste, da treba mestno jedro in se s tem strinjamo urejati celovito, tako na področju mirujočega prometa, mestne urbane opreme, vsebin in vsega tega. Jaz bi vam sam podatek povedal, da letošnji proračun za mestno jedro različne programe namenja preko 250 000 evrov. To je sicer pozitivno, po drugi strani se mi pa zdi vsem, da vsi ti projekti so slabše medsebojno povezani. In jaz verjamem, da jih bo ta mestni menedžer, se pravi nova proračunska postavka, mestni menedžment 30 000 evrov, da bo imel tle pomembno vlogo, da se pravi razvoj mestnega jedra pele celovito. Se pravi, se mi zdi, da sredstev je več kot dovolj, zdaj je na nas, da oživimo mestno jedro. Drugo, glede samega malega gradu. Jaz sem omenil tveganje. Lahko preide v last meščanske korporacije. Se pa strinjam, da je treba to obzidje spraviti v red, urediti in tukaj ne nasprotujem temu. Je pa dejstvo, da lahko se zgodi, da bomo vložili nekomu drugemu ta denar. Ampak kar je treba, je v tem trenutku treba. Glede kulture, seveda, da dobro deluje, samo sistemsko ni bila urejena. In jaz verjamem, da se ne bo zgodilo v Kamniku to, kar se dogaja v Domžalah, da zapravijo ali pa dajo za kulturo take visoke zneske v javni zavod, mi pa gremo iz nevladne organizacije v javni zavod. Pri nas je Dom kulture Kamnik upravljala pa vodila nevladna organizacija. Zdaj gremo pod javni zavod. Ampak jaz verjamem, da se nam ne bo zgodila se pravi skepsa, ki jo je izrazil podžupan, da bo kultura slabša in pa več denarja bomo za to porabili. Drugo pa je, še enkrat poudarjam, da prej sem pozabil povedati v imenu odbora. Na odboru za proračun smo predlagali, da se postavka 4924 spodbujanje malega gospodarstva dvigne iz 30 000 na 40 000 evrov. To sta predlagala Urban Bergant in pa Nina Ed. Vsi ostali smo se strinjali, tako da dobili ste to na mizo. Potem predlagam v razmislek, da se galerijska in rokodelska dejavnost dvigne iz 20 000 na 40 000 evrov, da se športni zvezi, to, kar sem že omenil, dejavnost nameni 2000 evrov, da se programi kulture dvignajo iz 100 000 na 110 000 evrov in to je tisto, kar jaz osebno predlagam pri tem proračunu. Hvala lepa. Hvala. Besedo ima Jože. Ljudske stranke ne zazna. Ste se vmes prijavili, to se morate na začetku prijaviti, ne bolj vmes, ko že razprava poteka. Za prijavo je čas koliko sekund? Ja. Besedo ima Anton Iskra. Še enkrat pozdravljeni. Bilo so tudi pripombe glede sanacije malega gradu. Bom pa povedal, da je to nujno potrebno, ker tam padajo skale, ogroža življenje občank in občanov, predvsem na Parmovi ulici. No, zdaj se že to sanira in bo sanirano z mrežo. Hvala. Hvala. Kar se tiče proračuna, mogoče bi nekatere poudarke. Tukaj se absolutno strinjam, da moramo mi govoriti o proračunu, ki je realen, to je 21 milijonov, a ne, ker ostalih 37 ali koliko ga je, to se vsi zavedamo, da ni to tisti proračun, s katerim bi razpolagali za, bom rekel, vsakdanje delovanje občine. Saj to je mislim, da kar splošno tukaj v tej dvorani jasno. Kar se tiče same razprave o proračunu in tako naprej, bo še priložnost. Zdaj, kar se tiče seveda osnovne šole Frana Albrehta, to je ena zadeva, ki se vleče že za moje pojme predolgo. Upam, da se ne bo spet dogajalo tako, kot se je vsa leta dogajalo, razna
natolcevanja, pa zaskrbljeni Kamničani, pa ne vem kakšni Kamničani, vse, ko smo imeli pri Toma Brejca. Ta kredit je planiran in seveda ga nameravamo tudi uporabiti. Bi pa zdaj glede na to, da je spet to je druga razprava v tem mandatu o proračunu, bi pa tudi sam izrekel eno pohvalo svetnicam in svetnikom, ker glede na neandertalske debate nekaterih v prejšnjem mandatu je tole na zelo visoki ravni razprave in si želim, da bo tako tudi v bodoče, ker ne glede na vse, bom rekel, gospodarske postavke, pa cestne postavke, pa ne vem kakšne postavke, je občina Kamnik v prejšnjem mandatu predvsem imela primanjkljaj ene politične kulture in razprave ravno v tej dvorani, pa ne od vseh, ampak nekaj takih je pa bilo. In res je ta razprava sedaj, pa tudi že prva proračunska v tem mandatu, ki je bila, je to čisto nekaj drugega in to je pač treba povedati. In mislim, da na ta način bomo lahko prišli veliko dlje, pa mogoče tudi kaj dosegli za skupno dobro, kot se reče. To mi je pač šinilo v glavo, ko sem poslušal razpravo. Tako da proračun bo seveda v drugi obravnavi bomo poskusili upoštevati tisto, kar se bo dalo upoštevati, česar se ne bo dalo upoštevati, bomo poskušali razložiti, zakaj se ne da upoštevati. Je pa res, da pričakujem od svetnic in svetnikov, da gledajo širše, da ne gledamo samo na svoj pločnik, pa na ne vem, posamezne zadeve, ampak je treba videti celoto in občinska uprava mora videti vedno celoto in mora se temu tudi prilagajati. Zato ta predlog proračuna je, kakršen je, seveda za naše pojme glede na razmere dober. Je pa res, da moram se pa pridružiti poslancu in svetniku Toninu, ki pravi, da je povprečnina slaba in to je dejstvo, ker dejansko, če bi imeli povprečnino tako, kot bi si jo želeli oziroma potrebovali, leta 2010 je bila, mislim, da 550, ne. Danes je pa bistveno manj, pa vemo, kje smo, pa leta 2016, bi lahko tudi marsikaj naredili, ampak to ljudje pač ne razumejo, ljudje zahtevajo, pričakujejo karkoli, zato pač občinska uprava čara, kakor čara, da spravi skupaj ta proračun. Je pa cel kup neznank, zato smo tudi to proračunsko razpravo prvo branje upravili danes, ne prej, zato ker nimamo znanih vseh podatkov in zato bo proračun sprejet tudi po začetku novega leta, zato da bo čim več podatkov in da ne bo potrebno potem popravljati vmes. Kar se tiče šole Frana Albrehta, seveda se intenzivno dela na projektu in bo tudi seveda predstavljen in pa tudi invest program bo moral biti sprejet, če bomo hoteli iti v gradnjo, tako da to naj vas ne skrbi. Kot sem pa povedal že tudi na šoli, pa tudi tukaj, da o šoli bo odločal izključno občinska uprava in pa občinski svet, ne pa tako, kot je ravnatelj mi že zagrozil, da če ne bo, bo pa ulica. Pa morda, ko se bo gradnja šole začela, bom še kaj več povedal o svojih 6-letnih izkušnjah z odnosom nekaterih v zvezi s to šolo. Pač nekateri se ne zavedajo, da z nekimi potezami ali pa pritiski takšnimi in drugačnimi ne naredijo veliko oziroma naredijo kvečjemu škodo, a ne. Mi nismo tisti, ki smo proti gradnji šole. Mi smo imeli tudi en sestanek starši še enkrat
pa je zvodenel, ker pač in sem ugotovil, da nima smisla preveč in da je bolje, da pristopimo k gradnji, da se osredotočimo na delo. Tisti, ki pa ves čas iščejo težave, ne pa rešitev, pa pač naj jih iščejo naprej. Tako. Zaključujem razpravo in bomo glasovali o predlaganem sklepu. Prvič, občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o proračunu občine Kamnik za leto 2017 v prvi obravnavi. Drugič, predlagatelj naj pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo upošteva pripombe podane na prvi obravnavi oziroma odgovori, zakaj jih ni možno upoštevati. Glasujemo. Glasovanje poteka. Glasovalo je 27 svetnikov, proti ni bil nihče, za 27, torej ta predlog odloka sprejet.